Pa smo odrokali v studio Radia Fantasy, 3 minutke so čez 9:30 in ker sem vam povedala, da nočem biti danes sama, sem si v studio poklicala seveda direktorico Osrednje knjižnice Celje, Polonco Bajc napred. Dobro jutro, Polonca. Dobro jutro, Suši. Kak si v redu? V redu. Vidim, da imaš malo gužve na šihtu. To pa drži. Ker, da povem, glih včeraj smo imeli tudi novico, da imate novo dnevno sobo v Srednji knjižnici Celje, poleg tega pa kar slavite in to ne enega, ampak v bistvu kar 3 jubileje imate letos v Srednji knjižnici Celje. A lahko kaj več poveš, katere jubileje praznujete letos? Ja, letos obeležujemo res 3 jubileje in sicer najstarejši je 120 let javnega knjižničarstva v Celju, drugi je 80 let študijske knjižnice na Muzejskem trgu in pa Abraham 50 let domoznanskega oddelka v naši knjižnici. Je vse najboljše, no? Ja, hvala lepa. A zdaj novo dnevno sobo ste dobili ravno zaradi jubilejev ali je to pač čisto slučajno prišlo zraven? Bom rekla, da ni glih naključja, no. Nekako smo pripravljali že to kar v prejšnjem letu, malce se je zavleklo, tako kot ponavadi, in ta 15. januar je bil nekako tisti datum, ko smo se pa odločili, da jo bomo pa odprli za naše obiskovalce. In to je zdaj v bistvu super kotiček, kjer lahko v bistvu vaši obiskovalci in pa seveda bralci se počutijo kot doma, da preberejo kakšno knjigo več. Ja, dolgo smo si želeli v knjižnici en tak kotiček, ki bo malce drugačen oziroma bo nasprotje tej tradicionalni knjižnici, ko moraš sedeti strogo za stolom in brati. Tako da je to, bom rekla, sproščujoč kotiček, mehka naslonjala, kjer lahko mladi ni treba, da ravno berejo in se učijo, lahko tudi kaj razmišljajo. Lep pogled je iz tega prostora, to je namreč v drugem nadstropju knjižnice, kjer se na Muzejski trg najlepše vidi iz naše knjižnice. In dejansko, bom rekla, so ti foteljčki, obiskovalci so jih že pravzaprav res posvojili, tako da je že polno. Malce imamo pa problemov s prehranjevanjem, s kavami, z bombončki. Zdaj vsi doma v dnevni sobi jemo, pijemo. Tukaj pa moram reči, da smo malo bolj strogi, ker vemo, da ljudje s tujim inventarjem ne ravnajo tako kot svojim domačim, tako da jih moramo malce opozarjati. S kavico nimamo problemov, s sendviči pa s kebabi, to pa ja. To pa ravno ne sodi v knjižnico, razen če je naslikano na kakšni slikanici. Ampak ob vseh jubilejih imate verjetno tudi kakšno dogajanje. Kje lahko najdemo tudi več o dogajanju v Srednji knjižnici Celje, predvsem glede na te 3 vaše jubileje? Ja, večji del dogajanja se bo začel tam po 1. marcu, ker 1. marec je tista obletnica leta 1946, takrat se je študijska knjižnica v Celju ustanovila. Bo pa nekaj dogajanja in sicer v pripravi je jubilejni logotip, ki ga bomo pravzaprav celo leto potem naslavljali in na vseh promocijskih materialih imeli nameščene. Sicer pa zanimiv dogodek oziroma zanimiva zadeva je, da pripravljamo publikacijo kot nek kulturno-zgodovinski vodnik. Gre za spise Božene Orožen, ki je bila tudi na nek način, bom rekla, prva domoznanka v Celju in je nam podarila tudi rokopise oziroma njene spise, ki jih je pisala po pohodih v Celju, in mi bomo zdaj to izdali kot vodnik po Celju za mlade, za starejše, za vse, ki si želijo recimo kotičke Celja bolje spoznati. Tako da to bo bolj v drugi polovici leta. Nič narobe, ampak Polonca, jaz vem, da vi imate tudi leto 2025 je bilo za vašo knjižnico kar pestro. Od knjižnega sejma. Da pokažem jaz v kamero. Almica. Imeli ste ekstra kartice? Tako, razglednice. Razglednice. Ja. In to je, mislim, da je bila prav tale fotografija gor, ne? Prav to, za namen knjižnega sejma smo izdali, bom rekla, unikatno razglednico z Almo Karlin in s Celjem v ozadju, tako da vsak obiskovalec našega razstavišča je lahko brezplačno poslal ljubljeni osebi razglednico iz sejma. Pa se še da kakšno razglednico dobiti? Nekaj malega nam jih je še ostalo, ja. Dobro, mislim, ker to je ena taka super zadeva, sploh mi, ki še pošiljamo razglednice. Tudi imeli ste poseben nabiralnik na knjižnem sejmu. Kako pa je sploh bilo na knjižnem sejmu? Je bilo veliko obiskovalcev? So si kaj dodatno še vzpodbudili zanimanje za obisk Celja?
ogromno obiskovalcev. V tednu dni je knjižni sejem obiskalo skoraj 80,000 obiskovalcev. Tudi Celjanov je šlo precej. Mi smo imeli 5 avtobusov, ki smo jih peljali na sejem, od tega 2 avtobusa kar osnovnošolcev. To je tistih ljubiteljev branja, knjigoljubov, ki so na sejmu res uživali, so si kupili knjige lahko po znižanih cenah. Naša stojnica je bila zelo obiskana, ker je bila seveda, bom rekla, zelo zanimiva. Imeli smo res zelo lepo celostno podobo, bili smo zelo pohvaljeni. In seveda te razglednice so bile zanimive zato, ker smo ugotovili, da mladi otroci pravzaprav razglednice sploh danes več ne znajo napisati. Zato se nam je zdelo pomembno, da obudimo ta običaj ali pa te stvari, ki so dejansko pomembne tudi za knjižnico, ker mi v domoznanstvu res hranimo izjemno zbirko razglednic. Res je. In Polonca, zdaj bova mi naredili rahlo pavzico. Potem pa bi jaz želela še par stvari izvedeti o javni tribuni, ki jo imate danes, ker namreč Celje se lahko pohvali tudi, da je postalo UNESCO-vo kreativno mesto literature. Res je. Pa mi nismo kar tak. No, po celjskih grofih se je zgodilo še kaj bolj kulturnega. Smo nazaj v studiu Radia Fantasy, z mano je še vedno direktorica Osrednje knjižnice Celje, Polonca Bajc-Napret. Pozdravljena še enkrat. Še enkrat zdravo. Zdaj, midve sva že danes kar obdelali ene par stvari od 3 jubilejev, ki jih praznujete v letošnjem letu. Torej 50, 80 in 120 let so te pomembne številke, lahko rečem. Dotaknili sva se že malo vseeno tudi vašega knjižnega sejma, na katerem ste bili v lanskem letu v Ljubljani. Čakaj. Takole razglednico super, ki jo boste potem videli tudi na našem videu, lahko še vedno dobite v Osrednji knjižnici Celje in jo pošljete nekomu, ki ga imate radi, pa seveda povabite v naše Celje. Ampak midve sva pa danes tukaj, ker danes se bo zgodila pa ena zelo pomembna stvar, in sicer javna tribuna. Zdaj pa Polonca, mogoče malo več o tem, kdo, kaj, zakaj se bo tam odvijalo. Ja, konec oktobra nas je zelo razveselila novica, da je Celje postalo UNESCO mesto literature. Res je. To je res prestižen naziv, kajti v Sloveniji ima ta naziv zgolj Ljubljana, sicer pa nekaj čez 50 mest po svetu, med njimi recimo Barcelona, Milano, Dublin, Lillehammer, Rio de Janeiro. In zdaj še Celje, tako. Pridružili smo se res eni taki eminentni družbi teh mest in seveda zdaj v prvem letu moramo pripraviti strateški načrt. V mestu je treba vzpostaviti UNESCO-vo pisarno, program, ki ga bomo v ta namen izvajali, partnerstva, sodelovanja. Naj povem, da mesto Bremen, ki je tudi UNESCO-vo mesto literature, si nas je izbral za partnerja. Opa. Tako da 26. februarja pridejo v Celje, kjer bomo seveda snovali neke skupne ideje, projekte. In danes, kot si že omenila, ob 18. uri bomo imeli v knjižnici prvo javno tribuno. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo povabili k sodelovanju vse celjske literarne ustvarjalce, kritike, pisatelje, pesnike, vse vodje kulturnih zavodov, učitelje, profesorje, ravnatelje, ljubitelje kulture in literature, da bomo skupaj pravzaprav se tukaj povezali, iskali ideje, iskali neke nove, bom rekla, energije, kje lahko in kako lahko to UNESCO pravzaprav v mestu zaživi. A to pomeni, oprosti, ker te prekinjam, da lahko tudi jaz pridem na javno tribuno? Seveda, vsi so dobrodošli. Super. Mi smo pač povabili celotno javnost, posebej smo pa povabili ti, ki so neposredno povezani z literaturo. Tako da gre pravzaprav za nek kulturni, izobraževalni in družbeni razvoj Celja in tukaj bomo iskali od ljudi neke konkretne ideje. In smernice, kam gremo v bodoče. Tako, na začetku jim bomo seveda predstavili, kaj sploh UNESCO je. Mislim, da za UNESCO vsi vemo, to je Organizacija Združenih narodov, sicer pa organizacija mreže kreativnih mest, je bila pa ustanovljena leta 2004 in obstaja za različna področja, za glasbo, za gastronomijo, za ples, no, in literatura je pa tista, ki je pač, bom rekla, Celje pridružila tej eminentni množici mest, no. Ja, super. Kaj naj rečem? Iskrene čestitke. Mislim, očitno je letos za vas bombastično leto, ne? Glede na jubileje, glede na dogajanje in vse, kar še prihaja.
pa ko že gledava ravno malo v prihodnost, kaj pa februar in fabulozna fabula? Ja, za fabula je res nekaj posebnega. Lansko leto je bila prvič v Celju, nekako je dobila domicil v Celju, namreč ta decentralizacija teh večjih festivalov mislim, da je kar dobrodošla in Fabula je edini slovenski mednarodni literarni festival. Mi imamo pesniški festival, recimo imamo festival poezije in vina in tako naprej, ampak literarnega festivala kot takega pa ni in Fabula, katere organizatore je Beletrina založba, je lansko leto bila prvič v Celju, no in letos 26. februarja bo uvodni dogodek v gledališču. Z nami bo zelo eminentni hrvaški pisec, Balkanski fokus bo naslov prvim prireditvam, to je Kristjan Novak. 2 dni kasneje pa Slavenka Drakulić, za njo pa verjamem, da so slišali že vsi, je tudi, bom rekla, taka kontroverzna hrvaška pisateljica, tako da bo letošnja Fabula zelo zanimiva. Poleg teh 2 bomo gostili še irskega avtora McCaina, tako pa češkega pisatelja Terčka, ki bo tudi rezidenčni avtor in bo v Celju kar 3 tedne prebival, ker bo vodil tudi delavnice biblioterapije po srednjih šolah. Skratka, Fabula je, bom rekla, en tak festival, ki združuje mlade, starejše, dijake, skratka, vse ljubitelje literature. Ni, da ni. Ampak Polonca, zdaj osrednja knjižnica Celje, pa ni samo v Celju. Imate še podružnice, pa da še mogoče omenimo, kje vas najdemo. Tako, imamo še 4 knjižnice in sicer v Štorah, v Vojniku, na Dobrni in pa našo podružnico v Šmartnem v Rožni dolini. Tako da skupaj pokrivamo nekaj več kot 65.000 prebivalcev. Kot zanimivost lahko povem, da je vsak 4. včlanjen v knjižnico. Opa. A imaš mogoče podatek, koliko knjig pri vas hranite? Ja, ste jih prešteli? Tako, hranimo jih nekaj čez 400.000 z vsemi našimi krajevnimi knjižnicami. Lahko povem, da imamo 18.600 aktivnih članov in da smo v letu 2025 izposodili okrog 1.200.000 knjig. Vse knjižnice skupaj. Kakšni knjižni moli smo? Ja, bom rekla, da smo bili recimo 10 let nazaj bistveno večji knjižni moli, da se je izposoja gradiva, bom rekla, 4-5% znižala. Ampak se je to presedlalo na digitalno verzijo? Tako, digitalni mediji so tle, bom rekla, kar naredili en velik preobrat. Vendar se moramo zavedati, da branje knjig je pravzaprav edina oaza miru, kjer lahko razmišljamo, lahko se podoživljamo z junaki, gre za poglobljeno branje, česar pa pri digitalnih vsebinah ni. Res je. Preletavamo informacije, preusmerjajo nam pozornosti iz enega na drug portal in to je za našo dolgoročno razmišljanje in mišljenje precej slabo. Ampak vseeno, Polonca, še vedno vpisujete nove člane v knjižnico, če bi se slučajno kdo od naših poslušalcev, ki še ni včlanjen, želel včlaniti? Seveda, z veseljem. Mi vsako leto nekje 2300 novih članov vpišemo. Obisk nam raste, kar je zelo zanimivo. Namreč knjižnica ni samo branje, niso samo knjige, temveč so tudi dogodki za različne generacije. Predvsem cveti naša univerza za 3. življenjsko obdobje, ker je v letu 2025 včlanjenih preko 800 obiskovalcev, naši najmlajši in seveda različni projekti, ki jih delamo. Tako da lahko rečem, da v letu 2025, namreč govorim zato, ker sem že prejela sveže statistične podatke in sem zdaj malo tukaj važna, ampak čez 200 prireditev smo pripravili v lanskem letu, kar jaz mislim, da je zelo lepo. Ja, in jaz bom potrkala še za kakšno prireditev več v tem letu. Polonca, hvala za obisk. Več informacij absolutno najdete tudi na spletni strani Osrednje knjižnice Celje in še enkrat vsi danes vljudno vabljeni, da se ob 18. uri v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje udeležite te javne tribune in seveda prispevate svoj prispevek k literarnemu mestu. Polonca, še enkrat hvala za obisk in se vidiva zopet kmalu, ko bo kaj novega. Hvala, Suši, za povabilo.